Hvala, Tijana. Pozdravljeni, dobrodošli na današnji tiskovni konferenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, neposredno po seji upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jo želimo danes nameniti predstavitvi analize najnovejše zadnje obsežne analize bolniškega staleža in njegovega obvladovanja v Sloveniji, ter seveda z drugimi aktualnimi temami s današnje seje upravnega odbora. Danes so z nami, če začnem na sredini, seveda z predsednico upravnega odbora, gospod Tatjano Čerin, nadalje na njeni desni Marjan Sušelj, generalni direktor, in potem na strani predsednice upravnega odbora Nina Pirnat, vodja direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke. Nadalje, na skrajni levi, dr. Ticijana Prijon, vodja zdravstvene komisije v Ljubljani pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Predlagam, da nam uvodoma predsednica upravnega odbora predstavi potek današnje seje in ključno vsebino razprave. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Današnja seja je bila zelo zanimiva in vsebinsko bogata. Kakor ste tudi vabila lahko videli, smo sprejeli v bistvu dva sklepa, ki sta vezana na objave v uradnem listu, se pravi javne razpise, in sicer za zdravstveno letovanje in seveda razpis za obnovitveno rehabilitacijo. Zelo zanimiva je bila pa tudi in vsebinska točka problematika mreže izvajalcev in najbolj aktualni poudarki, ki jih je nam v zvezi z sanacijo bolnišnic, ki nam jih je predstavil gospod magister Mirko Stopar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje in seveda tudi predsednik sanacijskega odbora. Informacija z njegove strani je bila naslednja, da od teh 15 bolnišnic, ki so v sanacijskem programu, so 8 že obiskali. V bistvu smernice so pripravljene, so tudi objavljene na spletnih straneh Ministrstva za zdravje, tako da si jih lahko pogledate. In da predvidevajo do meseca marca že tudi izdelavo konkretnih sanacijskih programov pri teh izvajalcih. Zdaj, njegove ugotovitve so po teh prvih, bi rekla, pregledih in oceni situacije, da je teh 136 milijonov, ki jih je država dala, kakor veste, za transfere v bolnišnici in za pokritje izgub, v 80% bilo namenjenih po plačilu dobaviteljev, in sicer na dan 31.12.2016, da pa seveda bo kar nekaj izvajalcev imelo izgube tudi v letu 2017, kar pomeni, da to, hvala lepa, ne pomeni nujno
tudi, da po letu 2017 ti isti izvajalci ne bodo ponovno v izgubi. Trenutno je od teh 15 bolnišnic 10 pozitivnih, 5 ima še vedno kljub transferju negativno saldo. Kaj so njihove ugotovitve? Da seveda so čakalne dobe tudi posledica relativno slabe organizacije, tudi kadrovskega primanjkljaja. Njihova ocena je, da bi rabili več zdravnikov in da jih obedve fakulteti ne dasta zadostno število. Seveda je njihova analiza zajela tudi mrežo in po njegovi informaciji se pripravljata v zvezi z merili in kriteriji in oceno mreže zdravstvenih izvajalcev v Sloveniji 2 analizi. Ena, ki jo pripravljajo v okviru Ministrstva za zdravje, in druga, ki jo pripravljajo s pomočjo strokovnjakov iz Avstrije, Nemčije in Velike Britanije in jo financira Evropska komisija. Te 2 analizi naj bi bili do meseca marca pripravljeni, tudi potem neka izhodišča, ki bodo pokazala, kje je ta mreža zdravstvenih izvajalcev v Sloveniji. Ob tem je jasno poudaril, da seveda primanjkuje sredstev tudi za investicijo v zdravstvu, da ugotavljajo pri izvajalcih velike primanjkljaje, pri noveliranju opreme, adaptacijah in seveda tudi nekih investicijah, ki jih pa nažalost proračun s temi 20 milijoni, ki so v integralnem proračunu, ne more zadostiti. Toliko v zvezi z to temo, vsekakor bo upravni odbor zavoda sledil reševanju te problematike in tudi v mesecu marcu, ko bo sta ti analizi narejeni, naj bi bil te ugotovitve in mogoče seveda bomo tudi takrat izkoristili priložnost, pa vam kaj več na to temo predstavili. Naslednja tema, ki je bila zelo zanimiva in ki bi rekel je tudi bila del velike polemike in argumentacije v okviru upravnega odbora, je pa vezana na to analizo absentizma v Sloveniji. O tem bo podrobneje tudi potem govorila gospa Pirnatova. Vendar vam je znano, da seveda stroški izdatki za absentizem v zadnjih letih rastejo, da so v breme delodajalcev in zavoda že okoli 600 milijonov, ob tem, da ne smemo pozabiti, da se ta strošek podvoji, ker je treba vsakega odsotnega delovno aktivnega seveda tudi nadomeščati oziroma iskati druge načine reševanja problematike njegove odsotnosti. Dejstvo je, da se delež v breme delodajalcev rahlo znižuje teh izdatkov, intenzivno raste pa delež v breme zavoda. Se pravi, da imamo vse več dolgotrajnih staležnikov. Kaj so razlogi za to, boste slišali, bi pa rada povedala naslednje, da zagotovo Slovenija na tem segmentu ureditve bolniškega absentizma oziroma staleža na zakonodajnem področju ni primerljiva z Evropsko unijo. Kakor veste, mi še vedno nimamo limitirane bolniške odsotnosti
in smo poleg Bolgarije edino državo v Evropi, ki to nismo uspeli urediti. Po našem prepričanju, v imenu delodajalske reprezentativnih predstavnih delodajalcev, je tudi nadomestilo relativno visoko in seveda do neke mere tudi stimulira to odsotnost. Tudi tega področja nismo uspeli urediti, ob tem pa bi želela poudariti dejstvo, da je kar precejšen odstotek tega nadzora nad koriščenjem bolniške odsotnosti nekako del možnih kot ugotovljen kot kršitve in tudi področje nadzora, se pravi, nima ustrezne regulative, ki bi preprečeval to vrstno dejavnost. Problematika razlogov je seveda pestra, ampak preden predam besedo gospodu Sušlju, bi rekla naslednje. Dejstvo je, da same poškodbe pri delu in poklicne bolezni predstavljajo samo 5,8% vseh izgubljenih dni z naslova bolniškega staleža, da je veliko poškodb izven dela še enkrat toliko, kot je poškodb pri delu, da je ob tem še čez 100.000 izgubljenih delovnih dni z naslova poškodb po tretji osebi, se pravi kot razlog prometne nesreče praviloma. In seveda, da je to področje zelo, bi rekla, vezano na naše aktivnosti, človeške aktivnosti, tako pri delodajalcu, kakor tudi izven delovnega okolja. Naše obnašanje v domačem okolju ali na cesti zagotovo je ključnega pomena pri tem, kako in kaj bo v naslednjem obdobju za tem absentizmom. Problem Slovenije, sami veste, je tudi so razne odvisnosti, alkoholizem, 11,5 litra čistega alkohola na državljana starejšega od 15 let, to so številke, ki, da ne govorim o tobaku, drogah in še čem drugem, to so številke, ki seveda bistveno vplivajo na zdravstveno kondicijo posameznikov. In ne nazadnje je treba se zavedati, da je demografija neizprosna. Populacija v Sloveniji je vse starejša, tudi delovno aktivna populacija je vse starejša in še starejša bo, ker je tudi naš cilj, da zajamemo večji odstotek v delovno aktivnost populacije nad 50 let in ta je ponavadi ravno po teh informacijah, ki so prikazane v tej analizi, tista populacija, ki največ koristi ta bolniški stalež. Toliko za začetek, predajam besedo gospodu Sušlju. Izvolite. Pozdravljeni v mojem imenu. Zdravstveni absentizem je izziv vsake razvite družbe tudi v Sloveniji. Posledice so različne, tako medicinske, socialne, družbene, ekonomske, za delodajalce, za gospodarstvo in tudi seveda za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravzaprav bi lahko uvodoma povedal, da je zdravstveno zavarovanje in stroški, ki so potem povezani z nadomestilom za bolniško odsotnost, nekje na koncu v tej verigi, ki povzroča bolniško odsotnost. Bolniška odsotnost v Sloveniji znaša v letu 2017 4,26 izgubljenih dni za zaposlenega, kar nas uvršča nekako, bomo rekel, v sredo evropskih držav. Slabši so recimo
Belgija, Švedska, Češka, boljši od nas pa so naši severni sosedi, Avstrijci, Nemci, Velika Britanija, tudi Francija. Po strokovnih priporočilih naj bi bolniški stalež bil tam nekje med 3,2 do 3,5 izgubljenih dni. Če bi šli še nadalje skrajševati, bi seveda na nek način posegli v škodo zavarovancev oziroma pacientov in povzročili tako imenovani prezentizem. V Sloveniji je ta procent nekje stabilen v zadnjih letih, opažamo pa, da se nekako od 2015 predvsem povečuje tisti delež bolniškega staleža, ki gre v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, torej od 30. dne naprej. Tako je bil recimo strošek 2013 224 milijonov za Zavod za zdravstveno zavarovanje, 2017 pa že 314 milijonov. Gre torej za postopno povečevanje tega dela, ki sodi v obveznost Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Seveda posledično pomeni več sredstev za nadomestila za bolniško odsotnost, manj sredstev razpoložljivih za zdravstvene storitve, tudi seveda za skrajševanje čakalnih dob. Kot trend je skupščina zavoda ocenila kot kritičen in je zahtevala dodatne analize, zato tudi današnja obravnava na upravnem odboru in skupščina bo to problematiko široko ali širše obravnavala na svoji seji 11.4. Koliko boste uspeli, ste več kot vabljeni na sejo. Izpostavim predvsem nekaj omembnih dejavnikov. Naraščanje bolniškega staleža od 2015 naprej, tisti, ki se krijejo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, gre predvsem v smeri starejše populacije. Vpliv pokojninske reforme je očiten na blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tako imenovani dolgotrajni bolniški staleži nad enim letom smo jih pribeležili v letu 2017, v koncu leta jih je bilo takih nekaj čez 7065, maksimalni, najdaljši bolniški staleži so posebej celo čez 10 let za posameznike. Ko smo posebej podrobno pogledali koncem leta, kaj se dogaja z tistimi, ki so več kot 3 leta na bolniškem staležu, smo ugotavljali, da je pravzaprav veliko takih, ki kljub dolgemu bolniškemu staležu še vedno invalidska komisija beleži, da je zdravljenje nezaključeno, da je nepopolna dokumentacija, ki bi služila za odločanje, ali je zavarovanec primeren za invalidsko upokojitev ali ne. Očitno je v teh postopkih še kaj za postoriti, da bi šli hitreje in učinkovitejše. Zneskovno je bilo v letu 2006 za tiste, ki so starejši od 55 let, nekaj manj kot 15% proračuna za bolniški stalež, v letu 2016 pa že 27%. Ravno ta del, torej starajoče populacije, se dejansko starejše in delujoče populacije se reflektira na bistveno večjem bolniškem staležu. Iskali smo in iščemo in na podlagi analiz oblikujemo različne ukrepe. Vsekakor bo potrebno v bodoče razmišljati o časovni omejitvi bolniškega staleža tudi v Sloveniji. Že rečeno, samo naša država, pa Bolgarija, imamo trenutno časovno neomejeno bolniško. V zdajšnjem sistemu je znesek bolniške odsotnosti, nadomestila za bolniško odsotnost neomejen, torej praktično je vezan na plačo, pa vendar je navzgor neomejen. Tisto, kar lahko rečemo, da je slabost slovenskega sistema, je premala vloga ali premehna vključenost strokovnjakov s področja medicine dela v vlogi, ki bi bila dobrodošla v prerazporeditvi delavcev v smeri poklicne rehabilitacije in kar je tudi vidno in prisotno,
premalo se delovna mesta prilagajajo starajoči populaciji. Že danes izpostavljena je bila tudi odgovornost posameznika za lastno zdravje, za lastno zdrav način življenja, tudi na področju bolniške odsotnosti je to pomemben parameter. Pa naj si bo to takrat, ko smo še zdravi, pa mogoče mlajši, ali pa takrat, ko smo že v delovnem prostoru, pa ne upravljamo tistih vaj ali pa takšnega načina dela, ki bi lahko zmanjšal obremenitev pri delu. Ukrepi, ki jih nekako predvidevamo in bo obravnavala Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so raznoliki, en del jih bo izvajal zavod, predvsem pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje za svojimi organi se vključil v usklajevanje ukrepov na nacionalnem nivoju, ki naj bi bili sproženi v okviru strategije za dolgoživo družbo, ki naj bi bili sproženi v različnih svetih za varnost in zdravje pri delu in pač z našimi predlogi bomo poskušali spodbuditi vse tiste, ki od začetka, ko je možno organizirati varnost v prometu, nesreče v prometu povzročajo ogromno bolniškega staleža, pa do tistih, ki so zadolženi za vzgojo, za edukacijo ljudi, za zdravo življenje, za zdrav način življenja, pa seveda do tistih, ki so potem zadolženi tudi za varovanje in zdravje pri delu. Mislimo tukaj pa vse na delodajalce, na Ministrstvo za delo in seveda za spodbujanje prilagoditev delovnih prostorov za zdravo delo tudi za starejšo populacijo. Ključen termin je sodelovanje vseh akterjev in sinergično delovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlagam, da nam v nadaljevanju gospa Nina Pirnat predstavi poudarke, najpomembnejše poudarke, analize in s trendov bolniškega staleža. Imamo tudi prezentacijo, ki je sicer tudi stiskana, da bi prosil Petra, če lahko prezentacijo vzpostavili. Ali mikrofončki samo kje predstavili? Ja, mikrofone bi še predstavili. Kot smo že danes nekajkrat slišali, je reševanje problema zdravstvenega absentizma izrazito medresorske narave. Zdravstveni absentizem namreč ne izhaja zgolj iz zdravstvenega stanja zaposlenega, ampak je posledica delovnih, socialnih, ekonomskih, ekoloških in drugih dejavnikov. Torej, ni izključno zdravstveni problem, ampak je ekonomski, socialni in vse splošni družbeni problem. Zakaj je to zelo pomembno? Mi imamo lahko delavca z neko kroničnim boleznijo. Imamo lahko delavca, ki ima posledice neke poškodbe pri delu. Vendar, če zanj obstaja primerno delovno mesto, on lahko dela in lahko ustvarja. Moramo vedeti, da imenovani zdravniki, izbrani zdravniki in zdravniška komisija presojajo začasno zadržanost dela izključno na podlagi zdravstvenega stanja in pa dela, ki ga zavarovanec opravlja, zato je njihov vpliv na neko višino absentizma relativno majhen. Dejavniki, ki pa vplivajo na rast absentizma, so popolnoma drugi. Ključni po strokovnih analizah so spremenjene zahteve in pa pogoji na delovnem mestu, staranje populacije oziroma spremenjena starostna struktura delovne populacije, v tem primeru tudi kasnejše upokojevanje, vkolikor imamo populacijo, ki bolj oboleva, porast števila zaposlenih, večja obolevnost aktivnega prebivalstva, recimo, kadar imamo neke epidemije gripe, recimo, nam tisti del absentizem poraste, prezentizem v preteklih letih,
Lahko je povezan absentizem tudi z dolgotrajnimi postopki zdravljenja in diagnostike in pa tudi z drugimi razlogi. To pomeni, kako neka država uveljavlja pravice iz obveznega socialnega zavarovanja, kako se hitro spelje neka poklicna rehabilitacija, kako poteka prenos med zdravstvenim zavarovanjem in pokojninskim zavarovanjem in tudi kakšna je zakonodaja na področju nadomestil. Pa gremo po posameznih razlogih. Spremenjene zahteve in pogoji dela so bili natančno predstavljeni na mednarodni konferenci varnosti in zdravje pri delu v spremenjujočo se svetu dela na Brdu v organizaciji predsednika Pahorja, kjer so ugotovili, da zaradi novih in bodočih načinov dela že nastane nova zdravstvena tveganja v zvezi z delom. Ob tem se srečujemo starajočo se družbo, ljudje obstajajo na delovnih mestih dlje, pričakuje se vedno pogosteje, da bodo obvladali procese digitalizacije, pričakuje se, da bodo dostopni delodajalcem pogosto 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Ugotovljeno je bilo tudi, da je ena od 5 bolezni, ki traja dlje časa, povezana z starostjo. In polovica bolezni, ki ima neke kronične, nenalezljive bolezni, dolgotrajne bolezni, ima omejitve pri izvajanju dnevnih aktivnosti tudi na delovnem mestu. Recimo, če je delavec inkontinenten, potrebuje recimo pripomočke, se s tem problemom srečuje tudi na delovnem mestu. Zaradi tega je bilo poudarjeno, da so prilagoditve na delovnih mestih ključne, ki rešujejo ta problem, da delovna mesta se prilagajajo, vendar da bi bilo potrebno to prilagajanje narediti še pri bistveno večjem odstotku. O psihosocialnih tveganjih na delovnih mestih je bilo spregovorjeno na javni tribuni o varnosti in zdravju pri delu oktobra 2017 in predstavljeno drugo poročilo o psihosocialnih tveganjih v Sloveniji avtorjev Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede. To poročilo je tudi javno dostopno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na tem, poglejmo, tukaj citiram rezultatov avtorja, se je pokazalo, da delež zaposlenih, ki delajo več kot 70 ur na teden, je v Sloveniji bistveno višji, kot je v EU28. Slovenija je čisto zadnja, zelena, skrajno desno, oziroma je bistveno večji kot na Finskem. Finska je država, ki ima najbolj zgledno urejene procese zdravja in varnosti pri delu. Nadalje je bilo pokazano, da je delež zaposlenih, ki je v Sloveniji šel na delovno mesto bolan, bistveno višji v Sloveniji, kot je v EU28 in na Finskem. In tudi pokazano je bilo, da je v Sloveniji problem prezentizma, to pomeni biti bolan na delovnem mestu, večji od problema absentizma. Nadalje, v vprašanju, ali menite, da delo negativno vpliva na vaše zdravje, so Slovenci odgovarjali pogosteje, da vpliva negativno. Slovenija je prva zelena rubrika v primerjavi z EU28 in za Finsko. In tole zadnje vprašanje, ki pride naslednje na vrsto, ali menite, da boste sposobni upravljati trenutno delo do 60. leta, za tiste, ki so bili starejši od 55 let, še naslednjih 5 let, so Slovenci bistveno pogosteje kot Evropejci in Finci odgovorili ne, ne bom sposoben. In tudi pričakovana leta, dokdaj bi želeli ali si predstavljali, da bodo Slovenci lahko opravljali delo, se pri Slovencih in Slovenkah približno za 4 leta razlikujejo od povprečnega Evropejca. In če pogledamo nadalje, zdaj pa dejanske podatke o absentizmu. Gibanje absentizma v celoti, ki ga izražamo v odstotku izgubljenih delovnih dni, v Sloveniji pravzaprav niha, vendar dolgoročno ne kaže trendov poviševanja. Bistveno pa se razlikuje
kaj prispevajo v zadnjih letih delodajalci oziroma kakšni so stroški v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V zadnjih letih, zlasti od druge polovice leta 2015 dalje, se bistveno povišujejo, kot smo že slišali, stroške v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In če v naslednji tabeli pogledamo, se absentizem v breme delodajalca, pogledali smo v letih 15 in 16, sicer nekoliko je povečal na številu primerov, vendar pa je bila povprečna dni odsotnosti in pa tudi trajanje krajše. Ravno obratno je bilo zaznano pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer se je večalo in število primerov na 100 delavcev in pa tudi povprečno trajanje odsotnosti. Enak trend se je samo za primerjavo nadaljeval tudi v letu 16-17, kjer pri zavodu ponovno opažamo povečanje število primerov na 100 aktivnih zavarovancev, povečanje števila izgubljenih dni, povečana je dolžina trajanja odsotnosti in delež izgubljenih delovnih dni. Pri nadaljnjem pogledu, kje se nam to dogaja, smo ugotovili, da je število koledarskih dni bolniškega staleža daleč najbolj naraščalo v starostnih skupinah od 50. do 59. leta. In če pogledamo v nadaljnjem slajdu, vidimo na vijoličastem delu, da se v strukturi stroška pri deležu bolniške odsotnosti po starostnih skupinah v letih 2018 in 2016 daleč najbolj izraža povečevanje stroška ravno za populacijo, ki je stara od 50 let in navzgor in dela. Zakaj je to zdaj tako pomembno? Moramo pogledati, kaj se nam je dogajalo pri zaposlenosti. Pred vami je tabela, ki nam prikazuje številke po zaposlenosti od leta 2008 do 2016. Tem vidimo tudi najnižjo zaposlenost v času krize v letu 2013, vendar z rdečo imamo označeno, vidimo, da se je število zaposlenih v starostni skupini 50 do 59 od leta 2012 pa do leta 2016 ves čas povečevalo. Število zaposlenih v starostni skupini 15 do 29 let pa tega trenda ne kaže. In če pogledamo na naslednjem slajdu, se nam je zgodilo naslednje. Struktura zaposlenih se je bistveno spremenila. In sicer zelo nam je porastel delež zaposlenih starih od 50 do 59 let in močno se je zmanjšal delež zaposlenih v starostni skupini 15 do 29 let. To je izjemno pomembno iz stališča poznavanja bolniškega staleža, če vemo, da so 15 do 29 let stari glavno mladi zdravi delavci, v skupini starejši od 50 let pa že lahko pričakujemo neke kronične, nenalezljive bolezni, ki zahtevajo tudi določene zdravstvene intervencije. Tak trend povečevanja števila dni izgubljenih v starostni skupini nad 50 let, glede na to, kdaj se je pojavil, od druge polovice leta 2015 dalje, je najverjetneje posledica zadnje pokojninske reforme, katere posledice je bil porast števila zaposlenih v starostni skupini nad 50 let starosti, podaljševanje delovne dobe, ob hkratni odsotnosti ustreznih strukturnih ukrepov za prilagoditev delovnih mest starajoči se populaciji. Najbrž je povezan tudi z pomanjkanjem individualne medicinske rehabilitacije delavcev, ki se znajdejo v staležu, in tudi specifičnih pogojev dela in pa razmer po posameznih dejavnostih. Gledali smo tudi, kako se absentizem v letu 15 in 16 razlikuje po spolu. Pri moških smo opazovali obeh letih nižji delež izgubljenih dni kot pri ženskah, vendar, če pogledamo, je bila resnost posamezne odsotnosti, tisti R pomeni povprečno število izgubljenih dni zaradi nekega posameznega vzroka, pri moških večja kot pri ženskah. To pomeni bolj resnimi obolenji, s težnimi obolenji so se srečevali.
Tudi vzroki absentizma so pri moških in pri ženskah nekoliko različni. In sicer pri moških, dajmo prosim na tabelo, ki prikazuje še naprej, hvala lepa, pri moških je daleč največji delež odsotnosti zaznan zaradi poškodb in zastrupitev izven dela, na drugem mestu so mišično-kostne bolezni in bolezni veziva, potem nadalje imamo bolezni dihal, medtem ko pa pri ženskah, imamo največje deleže zaznane zaradi mišično-kostnih bolezni in bolezni veziva, na drugem mestu so potem poškodbe in zastrupitve izven dela in na tretjem mestu imamo ta modri stolpec nosečnost oziroma stanje v povezavi z nosečnostjo. In če pogledamo še, zakaj so ženske pa najdlje odsotne, je zanimivo, da so zaradi težav oziroma zapletov v nosečnosti odsotne še dalj kot zaradi malignih obolenj. To je izjemno pomembno, da vemo, zaradi tega, ker nosečnost je v bistvu fiziološko stanje. In mnoga stanja v nosečnosti bi bila morda lahko obravnavana drugače oziroma ženske obravnavane drugače, če bi se seveda jim zagotovilo v nosečnosti primerna delovna mesta. Vkolikor le to ni mogoče, glede na to, da se njihovo dela zmožnost presoja na stanje in pa na sposobnost delati to, kar lahko dela, da morda lahko tolmačimo, da je tudi delež višjega staleža v nosečnosti posledica neustreznih delovnih mest, kjer bi bili lahko nosečnice razporejene. Če pogledamo v celoti, kaj najbolj prispeva k bolniškim odsotnostim, nadaleč na prvem mestu so to bolezni, kostno-mišične bolezni in bolezni veziva, na drugem mestu visoko poškodbe izven dela in pa zastrupitve, ostali so pač v nižjih razlogih. Moramo pa tudi vedeti, da je pri teh dveh skupinah boleznih, mišično-kostnih boleznih in boleznih veziva in pa poškodba izven dela in zastrupitva, delavca najtežje rehabilitirati, ker je potrebna poklicna rehabilitacija, potem so zahtevane prilagoditve delovnega mesta in tudi specifično prilagoditev delavca z novimi veščinami, kar je v Sloveniji slabše urejeno in zahteva še dodatne posege, kar smo tudi že slišali. Nadalje smo analizirali po panogah in smo ugotovili, da je delež zaposlenih, ki so bili v staležu, v breme ZZZS-ja, v nekaterih panogah zelo visok, recimo v rudarstvu je delež zelo visok, velik je pri predelovalnih dejavnostih, oskrbah z energijo, plinom in paro, potem visok je tudi v finančnih zavarovalniških dejavnostih. Posebej bi rada omenila tudi dejavnosti v javnem sektorju, javno uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo. Tudi tukaj je delež zaposlenih, ki so bili v staležu višji od povprečja in kar je zaskrbljujoče, je to, da je v zadnjem 6-letnem obdobju tudi narastel. Če pa pogledamo nadalje, koliko je pa povprečno število dni na zavarovanca, kjer je plačnik zavoda, najdemo pa še eno popolnoma drugo sliko. Nekatere panoge nimajo tako visokega deleža zaposlenih, ki bi bile v staležu. Vendar, če le-ti so v staležu zelo dolgo časa. Poglejmo recimo gradbeništvo. V prejšnjem slajdu smo videli, da ima samo 10% zaposlenih gre v bolniški stalež. Vendar, če gre, vidimo, da je bila v letu 2016 povprečna odsotnost 64,5 dni. Izjemno visoke deleže vidimo v kmetijstvu, lovu, gozdarstvu, ribištvu, pa v gostinstvu, pa v trgovini, vzdrževanju in pravilu motornih vozil. Tukaj bi spet rada omenila javni sektor, ki je bilo velikokrat govora o tem. Povprečna odsotnost v javnem sektorju je pod povprečne odsotnosti sicer. Je pa v javnem sektorju veliko ljudi zaposleni, kar pomeni, da če se pri njih bolniški stalež povečuje, to pomembno vpliva na skupne odhodke zavoda za ta dela. V naslednjem slajdu vam samo za orientacijo prikazujemo, kako stroški
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za nadomestila po panogah naraščajo, torej viden je velik skokovit skok. In še v naslednjem slajdu zgolj za orientacijo, v katerih panogah so bili stroški zavoda pač največji. Moramo se zavedati, da je treba ta slajd gledati z vedanjem, da tiste panoge, kjer je pač zaposlenih več ljudi, imajo seveda najvišji strošek tudi za nadomestila, ker je nadomestilo vedno odvisno od števila zaposlenih. Posebej smo se lotili tudi dolgotrajnih staležnikov in smo ugotavljali, da nam število oseb, ki so v dolgotrajnem staležu, stalno narašča. Le te dolgotrajne staležnike smo analizirali po spolu in starosti in smo ugotovili, da je število dolgotrajnih staležnikov, tukaj vam prikazujemo, najvišje v starostni skupini 51 do 65 let, pri moških še več kot pri ženskah, na drugem mestu v starostni skupini 36 do 50 let. Vzroki za dolgotrajni stalež so bili pri moških in pri ženskah nekoliko različni. Pri obeh skupinah je bilo na prvem mestu mišično-kostne bolezni, bolezni vezivnega tkiva, na drugem mestu pri moških bolezni zaradi poškodb in zastrupitev izven dela, pri ženskah karcinom in na tretjem mestu tudi pri ženskah zelo visok razlog poškodbe in zastrupitve izven dela. Če pogledamo še razloge za dolgotrajne staleže po 5 letih, vidimo še zmeraj pri obeh skupinah ključni razlog mišično-kostne bolezni, bolezni veziva in pri moških še vedno poškodbe in zastrupitve izven dela. Skratka, bolezni, ki bi zahtevale dolgotrajno poklicno rehabilitacijo in tudi prilagoditve. Da si samo za orientacijo predstavljate, kako so se nam dolgotrajni staležniki povečevali. Spodaj zeleno barvo imamo leti 13 in 14. Dolgotrajni staležniki, gledano so skupaj od 45. dneva dalje vsi, so kazali v letu 13 in 14 še dokaj stabilno stanje. Sezonsko nihanje, padec v poletnih mesecih, vendar se decembra praktično uravnoteži z januarjem istega leta. Potem se nam zgodi leto 2015, je tretja krivulja, rumene barve in v juniju, ko bi pričakovano v prejšnjih letih se bil padec, nam začnejo staležniki naraščati. Naraščajo v celotnem letu 2016 in naraščajo v celotnem letu 2017. Popolnoma enake slike vidimo, če spremljamo dolgotrajne staležnike nad 1 leto, nad 3 leti in tudi nad 5 leti. To pomeni, da se nam kopičijo primeri ljudi, ki so v dolgotrajnem staležu in ki nujno potrebujejo obravnavo za ali prenos na invalidsko obravnavo oziroma upokojitev oziroma rehabilitacijo in vrnitev na delovno mesto. Jaz bi tukaj zaključila, pa bi se potem ukvarjali z vprašanjem, če bodo. Hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno predstavitev. Mislim, da ni več k čemu kaj dodati, tako da smo vam sedaj na voljo za dodatno vprašanje, pojasnila, morda če s kje nismo bili razumljivi, prosim, izvolite. Mene zanima, kakšen je to vpliv, da ste dali si čakalni dob na to, da pač se ljudje ne vrnejo dovolj hitro na delovno mesto, ker vemo, da vam podatki kažejo, da se zadnjih 2 letih je to zelo se povečalo, število čakajočih na vseh pač teh področjih, ki jih spremljajo. Mogo imeti malo zdravstvenega vidika, ja, absolutno Mikrofončke bomo. Ja, pozdrav sem, da danes pa pač vem, to je nedvomno enih razlogov za podaljševanje začasne nezmožnosti za delo. Prvi zaradi tega, ker pacienti na starejšem zavaranju osebe čakajo na določene diagnostične in terapevtske postopke, ki po eni strani rešujejo njihovo zdravstveno
problematiko, po drugi strani pa ne zagotovijo tudi adekvatne dokumentacije oziroma ne zaključijo vse možne terapevtske in rehabilitacijske postopke, zaradi katerih bi lahko bil ta dotičen zavarovanec oziroma zavarovane osebe lahko adekvatno, pravilno in dokončno obravnavani tudi pred invalidsko komisijo. To je ampak je treba poudariti, da to je le eden izmed razlogov. Ni pa to ključni razlog, zaradi katerega zaznavamo porast bolniškega staleža. Ampak če lahko sam dopolnim, do sedanje raziskave so kazale, da se v bistvu je najdražje, če nekdo zelo dolgo na bolniški, čeprav bi lahko recimo bil obravnavan hitro in bi to stalo bistveno manj. Kaj delate v bistvu na tem področju, da bi ljudi, ki so 3 leta na bolniški, da bi jih prej obravnavali? Mogoče je problem, ker jih čakalno vrsto preskoči, glede na koga drugega, ampak če je možno in če je ceneje, je potem nesmiselno, da to plačujemo, oziroma plačuje za ZZS, če bi lahko v bistvu prej spravil nazaj. Jaz mislim, da zavod sam po sebi nima takšnega vpliva, da bi lahko dejansko vplival na samo čakalno vrsto. Mislim, da ima velike aktivnosti, da daje določena sredstva za skrajševanje čakalnih vrst. Mislim pa, da je to splošni problem, ima zavod relativno mali vpliv. Pa mislite, da bi lahko, recimo, da bi imeli že danes nekaj sredstva ali pač, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi lahko na nek način se to... Ja. Če nekomu recimo 3 leta plačujemo, če lahko sam, ne vem, bolniško, hkrati pa bi moral biti zamenjan ali po operacijo kolka, ki stane 3000 evrov, mislim, da je tukaj računica zelo jasna, zakaj se nekaj spremeni že vsa ta leta? Absolutno, ampak to ne stroka govori, jaz sem hotela... Pa gledate pa tudi na ministrstvo, drugega dodati, jaz sem hotela dodati tudi to dejstvo, ki sigurno delno tudi vpliva, da se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje povečalo število napotitev iz primarnega na terciarni nivo in to skoraj za 50%, kar pomeni, da tudi primarna raven, pustite, da bom pa rekla zelo tako, kakor jaz mislim, ne opravi svoje funkcije tako, kot bi pričakovali. In te napotitve seveda tudi pomenijo določen si, vi tukaj dobro veste, da če ti da zdravnik, splošni zdravnik napotnico, čakaš nekaj mesecev za to, da prideš do specialista, da seveda tudi te napotitve, ali pa da rečem izredno slaba ali pa slaba diagnostika, da me ne bo kdo za jezik vlekel, slaba diagnostika na primarnem nivoju podaljšuje čakalne dobe in tudi pomeni seveda daljši stalež pri posamezniku, ki ne pride v pravem času do specialista, če ga potrebuje. Kajti specialisti pa ugotavljajo, to ste tudi najbolj že prebrali, da je kar precejšen obseg do polovice teh napotitev neutemeljenih. Vse to podaljšuje čakalne dobe in vse to podaljšuje tudi stalež. No, jaz bi vse želela odgovoriti na dolgotrajne staležnike. Mi smo naredili podrobno analizo dolgotrajnih staležnikov, ki so ostali že več kot 3 leta. In izkazalo se je, da pri 67% staležnikov zdravljenje še ni bilo zaključeno. Namreč za oceno pa zahteva Zavod za pokojninsko zavarovanje oceno preostale delovne zmožnosti. Zavod ZPIZ ne more na podlagi medicinske dokumentacije, ki se nanaša na zdravljenje, ocenjevati, ali je oseba sposobna za delo nekaj drugega. Lahko presoja njegovo trenutno stanje, ni pa v tej dokumentaciji tudi postopkov, ki bi zagotavljali oziroma dokazovali njegovo sposobnost, da bi delal nekaj drugega. In ta del se ne nanaša na dolgotrajne čakalne dobe, se pa nanaša na način organizacije dela med Zavodom za zdravstveno zavarovanje in pa med ZPIZ-om in na trenutno zakonodajo. Kar se pa tiče prednostnega obravnave oseb, ki so v bolniškem staležu, pa le te naša zakonodaja nima. Prednostne obravnave osebe, ki bi bil v bolniški staleži,
človeka ni, zaradi tega, ker je bilo pač smatrano, da so pri zdravstveni obravnavi ključna zdravstvena stanja, to pomeni pri zdravstvenem stanju, pa so ljudje med seboj enakopravni in enakovredni in bilo torej ustavno sporno, koliko bi dali neki skupini prednosti. Eno vprašanje, gospa Čelin, glede na to, da pravi, da bi govoriti o imenu delodajalca. Zdaj videli smo, da je približno, če se prav spomnim, 29% delovnih mest samo prilagojenih sposobnostim delavcem oziroma ergonomstva, kakorkoli že. Imate morda podatke, koliko denarja recimo vlagajo delodajalci v ta delovna mesta, v zdravje delavcev, tako naprej, glede na to, da smo tu očitno še zelo zadaj. Sploh pa glede na to starajočo populacijo. Teh podatkov nimam, vendar je treba vedeti, da je zakon o varnosti zdravja pri delu zelo jasen. In da v bistvu delodajalec mora imeti na inšpekcijo na grbi delovno mesto ustrezno opremljeno. Jaz zdaj ne govorim, da je to, da ni lahko tako, ne govorim, da je to dejstvo, je pa lahko rečemo v večini primerov to dejstvo. Seveda se pa moramo zavedati nečesa. Prej smo govorili, da je ta populacija starejših nad 50 let problematična za delodajalca ali pa bilo je rečeno nosečnice, rizična nosečnost, delovna mesta. Vsi vemo, da po zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec nosečnico obravnavati skladno z zakonodajo in ji tudi, bi rekel, ponuditi ustrezno delo in organizirati delo. In jaz ne dvomim, da je temu tako. Mi moramo povedati tudi, da seveda, zakaj toliko rizične nosečnosti, pa da se potem vrnem na tisto mesto. Res zato, dva dejstva sta zagotovo, da so nosečnice danes vse starejše in drugo, da je ogromno tudi, da je ogromno, da mi ne slučajno da je precej tudi umetnih poploditev in da je tukaj rizik ginekologov, ki se bojijo nositi neko odgovornost v primeru, ko nosečnica pač ima neke težave, posledica temu, da seveda je ta bolniški stalež nosečnosti nas tako ekstremno velik. Kar se tiče pa starejših na delovnem mestu, bi pa rekla takole. Delodajalci že leta opozarjamo na ta problem, ki pa ne bo bistveno manjši, ampak bo bistveno večji, ker v bistvu starejše populacije med delovno aktivnostjo bo vse več. Zahtevnost delovnih mest, pa ne govorimo o fizični zahtevnosti, ker vsi vemo, da je proizvodnega dela, saj takšnega, ki bi imela za posledico neko fizično delo, vse manj. Več pa je seveda psihičnih obremenitev, delovnih obremenitev, zahtevnosti v smislu edukacije. Ljudje se morajo dnevno prilagajati, digitalizacija. Če ti ne slediš temu, ne moreš svojega dela upravljati. In predlog je bil že nekaj let nazaj, da bi Sloveniji omogočili, omogočen imamo krajši delovni čas, vendar je zelo neizrabljen, tudi zaradi tega, ker je strošek dela zaradi tega bistveno večji. Državi smo predlagali, naj do neke mere subvencionira ta krajši delovni čas, da delodajalec ne bo, da rečem, dvema na enem delovnem mestu plačal dvakrat nadomestilo za prehrano, pa še dvakrat nadomestilo za prevoz, pa še regres, pa še letni dopust, da ne država pač do neke mere subvencionira ta segment, pa bi tudi delodajalci najbrž to obliko bolj koristili oziroma jo ponudili svojim zaposlenim. Je pa treba se zavedati tega, da
smo Slovenci, prej gospa Pirnatova omenila te ocene Eurofunda, ki so bile izpostavljene, koliko bi delali, koliko ne bi delali. Lejte, to so anketni vprašalniki in so subjektivne ocene posameznika. Slovenci smo seveda do neke mere veliko bolj črnogledi kot marsikdo drug. Tudi sami veste, da se radi izredno hitro upokojujemo, da nekako težimo čim prej iz delovne aktivnosti, kaj so vse razlogi za to, mislim, da tukaj ne bi razpletali, ker je razlogov še in še, pa še kdo mi lahko može naprej, da nisem bila objektivna. Vendar zagotovo, lejte, mi se zavedamo problematike starejših zaposlenih na delovnih mestih, smo državi oziroma zakonodajalcu že ponudili več možnih rešitev, vendar je pa nekaj zagotovo. Zdravstvena kondicija posameznika bo morala biti bistveno boljša, kot je mogoče ta trenutek. Kajti delali bomo dlje. Zaradi tega sodimo, da tukaj ni samo promocija zdravja na delovnem mestu, pa varovanje zdravja v delovnem okolju, da so tukaj potrebni tudi drugi segmenti, da je potrebno, bi rekel, zanimirati družbo kot celoto, da bomo živeli bolje, bolj zdravo in seveda tudi lahko dlje delovno aktivni, ker to se pa pričakuje. Slovenija bo imela, že ima in bo imela jutri še bistveno večji problem z delovno aktivno, sploh z številom delovno aktivne populacije, ki se, kako sami veste, zmanjšuje namesto, da bi se povečevala, in tukaj zagotovo bodo potrebni neki resni ukrepi na vseh segmentih. Se strinjam, da je delovno okolje seveda pomembno, se pa je treba zavedati, da je zakonodaja danes dokaj zahtevna do delodajalcev, da po naši oceni medicina dela ne opravi tega, kar bi morala, in da ni v pravi vlogi. V končni fazi zdaj skoraj vsa medicina dela v zasebnem sektorju in ne v javnem, ima svoje interese, da medicinske rehabilitacije skoraj ni, da je v bistvu ti invalidski postopki na invalidskih komisijah, da so premalo intenzivni, premalo prinesejo, da rehabilitacija poklicna ni številka ena, ampak je neka prosta odločitev posameznika, kar seveda napeljuje na to, da imamo kar precej sistemskih problemov in ovir, ki jih bo treba v prihodnje intenzivno reševati. Kljub temu, da smo pri tem, kako sami veste, izredno neuspešni. Ta zadnji predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vsi dobro veste, kako se to vrti, kaj se ne vrti, a je primeren ali ni primeren, locira se več ali manj na eno samo problematiko in to je financiranje, loti se pa tistih problemov, za katere ravno tukaj ugotavljamo, da so ključnega pomena za to, da bi jutri ta zbrana sredstva, ki jih imamo, namenjali v večjem obsegu za zdravstvene storitve in ne za nadomestila in za prevoze in podobne zadeve. Morda tukaj dodam, ker je bilo vprašanje vezano na prilagoditve delovnih mest pri delodajalcih, da smo to problematiko naslovili v naboru ukrepov na način, da smo prepoznali iz razloga, ker so to vrstne prilagoditve, zlasti, če gre za ergonomske izjemno zahteven strošek za delodajalca, da se zagotovijo tudi delodajalcem spodbude, naprimer davčne spodbude za vlaganje v zdravje in za izvajanje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu. Skratka, tudi država preko svoje davčne politike bi mogla spodbujati takšne prilagoditve in kot rečeno ne zgolj na delovnih mestih, temveč tudi širše
v okolju v smislu varnosti in preprečevanja poškodb in zastrupitev izven dela, ki so tudi pomemben dejavnik, ki prispevajo k višjemu zdravstvenemu absentizmu v Sloveniji. Tako, imamo še morda kakšno vprašanje, nekoliko smo pozni, verjamem, da boste gradivo še prebrali, morda se vam še utrne kakšna misel, tako da kakšen drug dan se še lahko slišimo. Hvala za vašo prisotnost, lep dan še naprej.